Vsaj malo, da ti je všeč oseba. Drugače, ne vem, moraš prositi, da daš vrečko na glavo ali pa mu daš vrečko na glavo. Adri, pozdravljena na mojem kanalu. Daj, no upam si tega začel že snemat. A to snema zdaj? Snema se, ja. Daj slučajno. Adri, pozdravljena na Pozdravljena na mojem kanalu. Še Čakam na pravo kapico, ni še prišla domov. Tako da, ja, upam, da nisem tako grozen v tej kapici, no. Sicer pa mi ni vroče v njej. Ti pa še bo, po mojem. To vse hladi, ljudi. Mogoče bo mam vroče, ampak nama ni tu not vroče. Zaenkrat še ne. Zaenkrat še ne, ampak fejs pripeka. Povej, Adri. Ja, sonce ful iz tega okna. Sonce je glih na tej strani, ja. Gremo zdaj mi kar. Kdo bo prvi začel s temi vprašanji? Danes bova naredila midva Never have I ever, to jaz nikoli še nisem delal za YouTube. Ti si kdaj? Ne še. Nisi še, Tako da zdaj bo to nekaj novega na tem kanalu, tako da, stay tuned for more, guys, ker to ne bo še vse. Tako da, ja, upam, da boste uživali in ja, let's get it! Ja, puno vprašanje, ljudi. Ne vem, če bomo šli lahko vse skozi, ker jih je res veliko, ampak ene par najboljši izbrala. Ja, si kdaj ali nisi komu rekla, da ga ljubiš samo zato, da si šla z njim v poslo? To moram zdaj odgovarjati. On je najbolj awkward vprašanje zdaj me zbral, ever, kar je možno. Od vseh unih 100 mi izbere najbolj awkward, tako dobro. Ja. Kaj ti praviš? Da ne vem, če bi na to odgovorila, ker je smotano vprašanje. Adri, jaz mislim, da je seks vsakdanja reč in da marsikdo na svoj način hoče priti do tega. No, ampak odgovor je v bistvu ne, če smo realni, ne. Nikoli, like? Ne. Kako pa je bil? Ne delam jaz brez veze, mislim resno, pa delam resno to, kar mislim, a pa ne delam, če ne mislim resno, tako da. Zajebavam se pa ne, pa z nekom, veš, na tak način. Ja, torej delaš samo, kar je resno bolj. Ja. Tako da, če bi pa hotela iti, ne vem, ležati s kom, pač samo za eno noč, na primer, to pa ne bi. Tiste pa one night stand, ja. Ne vem, dokaj sem v zvezi zihar ne, mogoče prej pa ja, ne vem, ne bi znala zdaj govoriti, veš. Pač to tudi odvisno, če mi je sploh všeč, že kar zdaj ki mi ne bi všeč, ne bi hodila nikjer, veš. To je razumljivo, neka kemija mora biti vsaj en del. Vsaj en del, ja. Vsaj malo, da ti je všeč oseba. Drugače, ne vem, moraš prositi, da daš vrečko na glavo ali pa mu daš vrečko na glavo. Če je sila. Ti si predstavljaš, da je kakšna druga oseba, ne vem, nalepiš na vrečko gor obraz druge osebe, kjero ne moreš dobiti ali pa kaj takega. In pol ti bo nekako lažje. To je čisto fake. To je fake, to je brez veze, to ni realno. Ja, fake je, samo imaš pa mogoče drugo pač predstavo o tisti osebi, da pač kao njo fukaš. Dobro, daj ti glavno, zdaj pa jaz moram še odgovoriti, ne, jaz pa tudi nikoli nisem tak, da bi jaz, ne vem, punci lagal. Jaz sem vedno bil direkten in pač iskren. Veš, Adri, vedno pač sem povedal, kar sem pač čutil. Bil si realen. Ja. Nisi se neki fejkal. Če punca ni bila za to, ne, da bi imela pač takšno razmerje, da bi bluzila, ne, tako kako temu jaz rečem. Mutiš. Ja, da mutiš. Pol jaz si nisem lagal glede tega, samo zato, da bi prišel do seksa, ne. To je po mojem ful podlo in ful nespoštljivo. Jaz ne bi zmogel kaj takega narediti, da bi jo na tak način prevzel, ker vedno rečem realno in vedno ji dam vedeti, kaj pač bo, ne. Če bo zveza, če bo samo fuk, to ona ve. Zdaj moram pa jaz te vprašati eno zanimivo vprašanje.
Recimo, bom jaz kar v slovenščini prevedla, ne bom govorila v angleščini. Okay. Če si kdaj vohunil za svojim sosedom. What? Vohunil? Ja, če si kdaj recimo stopil svojega soseda ali pa ga opazoval, kaj dela. Ali pa sosed, pač punco. Ja. To je creepy, ful. Ja, če si recimo kdaj čez okno gledal, ko se kakšna prevlači. Pa povej zdaj realno. To bi bil zelo vesel, če bi imel kakšno sosedo tako blizu, da bi pogledal skozi okno in bi videl njeno, ne vem, da bi imela ona sobo. Naprimer, kako vidiš v ameriških filmih včasih, naprimer v ameriški piti. No, ampak dajmo realno, iz tvojega stanovanja dol, kaj se vidi? V meni se vidi luksus, mesto. Ja, mesto, ampak vidiš tako direkt, recimo, iz okna na okno nekoga drugega v stanovanju noter. Edino, če bi dal, če bi pač hotel nekoga snimati iz hotela, ko je v hotelu nastanjen, bolj bi se dalo, ker imam pač objektiv, ki ful daleč gre. Bi lepo lahko videl osebo, kaj dela v hotelu. Pa bi jo s kamero približval. Ja, to bi lahko mod delal, ampak... Dobar, a si kdaj to naredil? Si ali nisi? Ne. Kaj pa ti, Adri? A ja, zdaj moram jaz isto vprašanje, shit. Ja, odgovori. Dobar, ne, jaz tudi ne delam tega, v bistvu nisem imela še priložnosti, v bistvu lahko bi imela priliko, ampak nisem. Pač ni bilo še zanimivo to delati. Oziroma, kako naj rečem, vse je zanimivo. Ni ti bilo zanimivo, torej bi, če bi bila samska ali kak? Ja, mislim, se itak, če si samski, je zabavno to delati, ampak v bistvu ni bilo nobenega tako, da bi se recimo slačil, tako direkt, da ga bi lahko gledala. V bistvu pa tudi itak je embarrassing, a veš pa... A delo pa je kaj drugo? Kaj? Tipkov je ali? Ne, v bistvu sploh nisem gledala še. A ja, veš se slačil, sem mislil, da je kaj drugo delo ti. Ne, nič tazga. Tako da ti je tudi creepy to. Ja, realno. Damn, ene pa to vzburja, sem čul. Ja, ona je res. Sem ali nisem, kdaj... To mene zdaj sprašuje. Kdajkoli se prijavil v Facebook, ko sem bil pijan. Ja, pa sprašuje, da ti mene, ne? Ja. Sem se kdaj prijavila pijana v Facebook. A to pač na svoj profil ali na profil nekoga drugega? Samo za Facebook, bi že verjetno za svoj mislil. A veš, da ko si ti pijan, se več stvari pol ne spomniš, tako da verjetno, da sem se kdaj. A ja? Meni tako sem se šala na ljudi. Ja, malo je tako, Kaj če gremo bolj tja? Ja, pa se mene ne bo videlo na kamerah, veš. Bomo predstavila malo. Pa moš pogasiti pol, Jaz sem zato tak mali, ker sedim na malem stolu. Jaz sem malo višji stol, ja. Da ne bo kdo mislil, da je Adriana tako visoka. Ne, jaz sem na višjem stolu, ja. Ja, tako da, ja, kak si zdaj rekla, da si se? Da, verjetno, da sem se, ampak se ne spomnim, kakor se jaz spomnim, verjetno, da se nisem. Tako da, ne bi se tako govoriti realno. Če pa sem, pa če sem komu pisala gluposti, pa lažje sem se opravičila. Ampak po mojem nisem, če sem že delala, sem delala zavestno. Ja, verjetno si bila na SMS-ih, pa bolj na klicih. Jaz sem, ja, v bistvu bolj na klicih, ja. Kdaj imam jaz mislih zdaj? Ja, za novo leto, ja. Ja. Za novo leto, ko sem se ga napila, sem klicala njega, pa še ne pa prijateljev. Damn it. Pa gluposti govorila, ampak ja, to ni bilo na Facebooku, ampak... Ampak meni klicati, koliko si pijan, je pa finta. Ja, se ne zveš, kaj govoriš, pa kaj sem jaz takrat tebi govorila, ampak upam, da ne boš tega razumela. Tako ni bilo res to mišljeno. Čakaj, zdaj sem jaz odgovorila, zdaj pa ti še odgovora na isto vprašanje. Torej, ja, jaz sem bil prijavljen, ampak nisem zdaj, ne vem, nekih gluposti pisal na Facebooku, da bi kar nekaj pisal gor ali pa kak eni, ko so pijani, pa napišejo status, ki nima smisla ali pa kaj takega. Tako da, je pa res tudi, da ko sem bil pijan vedno, nisem imel čas za Facebook, ker sem vedno bil v družbi in nisem pomislil, da je sploh šel na Facebook, tako da to je vprašanje malo, ne vem. Recimo, a si ali nisi kdaj v življenju prijel napačno osebo za roko? Da si ga zamešal? Da si jo zamešal? Zamešal? Ja, da si pač napačno osebo. Pa si pol imel... Torej, da sem v zvezi in sem... Ja, ali pa da nisi v zvezi, ali pa da si v zvezi, pač kakor si vzameš, pa da si napačnega pač prijel za roko, napačno osebo.
Čak, to je mišljeno tudi, da se s prsti dotakneš? Ne, to ni mišljeno. Ne, dobesedno tega pa ne. Ne vem, koga bi prijel, ne vem, kako lahko človek napačno osebo brime za roko. Te moraš biti s telefonom obseden, pa z drugo prijemati tam neke ljudi, ko jih ne poznaš, pa misliš, da je tvoja punca, a tvoja punca tu sedi, na primer, kak je Adri, pa ti pa tam šlataš nekaj. Ko si tak zagledan v fon ljudi, to je problem današnjega sveta. Toliko si zagledan, da lahko res napačno osebo primeš za roko, ne? Adri, si predstavljaš, da nekoga šlataš na napačno mesto. Pa primeš za roko ali pa kje druge, ne? Sploh če si na avtobusu, pa oseba stoji. Pa ti nekaj tu šlataš, pa jo primeš tam. Ok, dober. Ej, to je fucked up. Ja. Tako da, ne, nikoli, kaj pa ti? Če se gremo že iskreno, ja, ampak to je bilo že večkrat, pa ne samo enkrat, ampak je bilo zavedno, ne nezavedno, okej? Jaz sem se zavedala, kaj delam. Nezavedno? Ne, ja, pa če se ti zavedaš, kaj delaš. Aha, zavedno. Pač jaz sem se zavedala, kaj delam, ne da bi bila recimo, da se ne bi zavedala, kaj delam. Ja. Tako da ja, ne 3-krat, 4-krat. What? So bili samo fanti, ampak večino niso bili fanti. Tako da ja. To pa pol že vemo, kam gre ljudi. Ne. To pa že pol vemo, kam gre. Ne, pa ni šlo v to smer. Kjero, tretjo smer. V V levo. Tvojo levo. Si se ali se nisi probala pozabiti svoje prve ljubezni? Aha, da sem daj pozabila svojo prvo ljubezen. Ja, evo, moram prevajati tu, pa mi ne spelje takoj, ker je v angleščini ljudi, da ne bo kdo mislil, da ne vem brat. Ja, angleško je, ja, pa mora prevajati. Tako pravijo, da prve ljubezni ne pozabiš nikoli. Tako da jaz ne pozabim prve ljubezni. Je pa res, da ta prva ljubezen ni bila recimo toliko močna, kot zdaj z njim. Sva bila v bistvu veliko manj časa skupaj, 3-4 mesece. In že to je bilo malo bolj tako, pač na drugačen način sva imela zvezo. Oziroma pač vse je bila ljubezen, ampak ni bila ona ljubezen tako kot mora biti, ampak je bila malo na drugačen način. Pa verjetno sta se tudi malo razumela, kako? Ja, veliko manj kot z njim, pa imela sva tako malo drugačno zvezo. Pa bolj me je silil kakšne stvari. Ja, v to največ, ja, zato pa sva zato hitro šla tudi na razen. Tako da pa sem v bistvu jaz njega zamenjala z njim in pa me napisal, da jaz njega varam, ker je dobesedno tako vzel, ampak pol itak sva šla na razen, ker je on tako ni bil za mene, ampak pozabim zveze pa ne. Ja, ampak to res pol, če te nekdo sili v to, je že takoj znak, da te ima samo za to. Ja, samo za to v bistvu realno, ne, sej pač to, kar je bilo. Mogoče, ko mu pač ni se trudi toliko, da ti hoče pokazati ljubezen, ampak ko prije do tega pač, da te skozi sili, je že takoj znak, ne. Tako da, če vidite, da nekdo sili v spolnost, ne, vas, ne, kjer ste v zvezi, da partner vaš sili vas v spolnost, ni zaljubljen. To grem staviti. Ja, mislim, lahko da je. Čeprav bo ne vem govoril, da imam bullshit, da govorim bullshit, ne more biti. Kot prvo lahko da je, ampak ni zadost. Ja, v tvojo spodnjo. Ja, dobro, to je definitivno, ne, pač so tiste tipe smotane, ampak. To dejansko misli, to je, tebe ni, ne, tvojo je. Dobro, no, ni treba se ljubiti. Tvojo se, zato rečem tvojo, zato ker Bog ve, kdo me bo gledal. Jaz sem na vrsti, ja, prva ljubezen je nekaj najlepšega, po mojem mnenju. In tudi jaz, ne vem, se rad spomnim svoje prve ljubezni, pa tudi, kak Adri pravi, ni bila tako močna, ampak je tista nekak čarobna, lahko rečem, ko imaš neki najlepši spomin na to. Si pozabil? Ne morem pozabiti, niti nočem pozabiti. Pač, samo hočem, da je zdaj ta punca srečna, s katerim pač je, res je tudi, da je razdalja. Punco na Hrvaškem spoznal, in sicer v Dalmaciji, tako da moja prva ljubezen je Dalmatinka. Dalmatinka. Možeš se slikati. Dalmatinka. Dalmatinka. Gremo pet. Uje. No, ne bomo zdaj peli tukaj. Tako da ja, Dalmatinka je moja prva ljubezen in
definitivno nisem pozabil ljudi. Tako da, gremo dalje. No recimo eno drugo vprašanje, če si bil kdaj vržen ven iz bara. Da ste recimo varnostniki vrgli ven iz žurke. Shit, ej. Šteješ, Never da have I preden ever smo been vstopili... kicked out of a bar. Ja, če štejemo, da preden smo vstopili v bar, da preden stopiš v bar, da hočeš iti not, pa da so me ven vrgli, je bilo večkrat. Sicer zato, ker smo bili preveč že pijani, pa smo si preveč tudi dovoljni nazaj govoriti, tako da... A z varnostniki si nazaj? Ja, ker ko sem pijan, sem čist drugi ljudi, to morate vedeti. Ko sem pisto face pijan, tako da sem nazaj govoril in ja, nisem smel not priti več. Tako pa ne. Tebe, Adri? Ja, mi smo pa šli enkrat s klapo v Ljubljano, žurat. Tako da tisti, ki ste Ljubljančani, veste, da v diskoteko s trenerko te ne smeš iti. In če še nimaš une znamke... Z trenerko ne smeš iti? S trenerko ne smeš iti v diskoteko. Kaj pa pač znak, da si pač... Tako nalepko dobiš, da si z njimi, pač v ekipi, kakorkoli. Če ti tega nimaš, te vam flikne. In nas so varnostniki vam fliknili z tih, ker nismo imeli pač opreme trenerke in pa tiste značke. Tako da zaradi tega so nas vam fliknili, drugače nas pa ne bi. In pol je pač en prijatelj, ima veze s temi varnostniki, pa eno varnostnico in je pol vam poklical une in ga smo prek une varnostnice oziroma prek ene, ki dela s tistimi varnostniki, ki jih pozna, pol nazaj noter pa šli, pa nas pa niso več vam vrgli, kljub temu, da nismo bili oblečeni. Bolj ste imeli nekak srečo. To, kar bi mogli biti. Nekak ste ja, imeli srečo. Ja, nekaj smo imeli sicer srečo, ja. A dvakrat nas je vam fliknil, pa smo pa v tretje smo šli pa nazaj noter, pa nas pa ni več smel tikati, ker je ona varnostnica ne more rekel, da nas ne sme več. Te je ona bila šefica? Ja, v bistvu skoraj, ja. Ali pa je pusto, kaj je mogoče mu dala, pa je se usmila? Ne bomo spet tega, no. Ali pa sta si mogoče dobre odnose? To pa jaz ne vem, ki jih ne poznam, ne enega, ne drugega. Kdaj imela, nisi imela odprto razmerje? Prav vedela sem, da boš tega izbral. Ščit! Kak si vedela? Zato, ker ste take vprašanje zanimivo. Ja, in tudi mislim, da so vam ljudi. Priznajte spodaj, če vam niso, pišite spodaj, kjera so vam všeč. Da bova, ne vem, drugič naredila pač to tako, kaj vi pišete, ne? In bova odgovorila na ta vprašanje. Tako da pišite, ljudi. Če sem imela odprto razmerje? Ne. Zato, ker ali je zveza resna, ali pa sploh ni. Tako da jaz tega ne delava. Tudi nikoli prej nisem z nobenim tega delala, tako da v bistvu ne. Ja, v bistvu imaš prav, dovoli partner, da imaš z drugim zvezo, ali pa dovoli celo, da imate v troje ali pa kaj takega. Da greste to, na primer. Kakšne take stvari. Ampak večinoma parov nima odprtega razmerja. Ja, večina res. Zelo redko so te primeri, da pač... Če pa že ima odprto razmerje, pa pomeni, da se partnerja med sabo v bistvu nimate toliko rada. Ker če se pač imate rada, si zaupata, oziroma ne, če se imate toliko rada, si ne pustite drug drugemu, da bi se na nek način kot varala, ker to je že kot neko vrste potem lahko varanje, oziroma nimaš dosti rad svojega partnerja, da mu upaš kaj tazga delati, ne. Če si pa ti v resni zvezi in če se imate rada med sabo, pa niti ne pomisliš, če gre oseba dobesedno z drugim, pa si ti doma, je to res tak. Ampak če imaš troje, po mojem ni taka stvar, no. Damn, boy, he's sick, boy! Ja, guys, jaz... Moram biti odkrit, sem imel že. Ja? Ti si imel že odprto razmerje? Že dolgo nazaj zdaj. Ne, prank je, nisem. Saj si mi zdaj. Prank, baby! Yeah! Filthy prank! Jaz, kak sem že prej rekel, jaz sem realen, ko gre kakšna razmerja, ali je to resno, neresno. Tako da ne, resno razmerje, ko sem imel, nikoli nisem, da bi imel odprto. Tako da definitivno ne. Ampak, če se pa partnera dogovorita, pa ne vidim problema pač v tem, ampak kak je že Adri rekla, da če imate odprto razmerje partnera, pomeni, da se nimate toliko rada, to je to. Če si se kadarkoli, kako naj rečem, če si kdaj vstal v dvigalu, da si ti, ne vem, dvigalo pokvaril in si ti bil stuck in. Dvigalo, da se bi je pokvarilo, kdaj? Ja, da recimo si bil glih v dvigalu, šel, ne vem, v bloku, ne vem, 6. nadstropje in se ti je vmes ustavilo in se ti je zaštekalo dvigalo in
si ostal noter? Realno pa ne. Ne. Moram reči, da ne. Se nasreča. Ja, z dvigalom dobesedno jaz se niti nisem dosti vozil, rajše grem vedno po stopnicah. Jaz sem taki, da se rad gibam in mi je cool hoditi, ne vem. Ko pa sem bil v dvigalu, pa niti nisem razmišljal, da se to lahko zgodi, ne. Ker če si, ne vem, oseba, ki je črno gleda, bo vedno mislila, zdaj se pa lahko dvigalo zaustavi. In ene je lahko strah. Ja, ene je strah, že zaradi strahu se lahko zgodi, ja. Ja. Okej, meni se to še ni zgodilo v bistvu, ja. Tukaj v tem našem bloku imamo sicer dvigalo, ampak greva samo do 5. štuka, tako da hvala Bogu ni zaštekel še nikoli. Pa tudi kjerkoli drugje še ni, tako da tudi na srečo še ni. Je malo tako dvigalo, ne? Ja, je pa tako res nerodno dvigalo, mičkano pa staro. Sej, ravno zato, ker je staro, bi lahko je strah, da bi se zaštekla. Pa še malo, ne, mali prostor. Eni imajo že fobije na zaprte pa male prostore, ne. Si kdaj imela, nisi rada imela Justina Biebera pesmi? Pesmi Justina Bieberja? Ja. Ja, realno, jaz sem poslušala njegove komade, ker večinoma jih znam na pamet, ker jaz se komade zelo hitro na pamet učim tele angleške, tako da več kot pol njegovih komadov bi znala na pamet. Ja. Včasih sem jih več, sem imela 3 CD-je, še zdaj imam 3 CD-je od njega sicer doma, eno njegovo knjigo imam. Tako da si bila fanica? V bistvu ja, nisem bila sploh believerka, neki ful, ampak ja, vem večinoma veliko stvari o njemu. A si večkrat pela baby, baby? Ne, tega komada nisem pela. Tati ni dober drugače ali? Mislim je, ampak ta komad je že prerastel, ni več No, ko si bila mlajša, si pela to? Ja, pa če sem bolj njegove Christmas Eve, pa tiste, ko je imel Mistletoe, pa tako naprej, ker sem imela... Pa boyfriend. Ja. Take, veš, to ti veš, take komade, ja, pa ko je za Nicki Minaj imel Beauty and the Beast, se mi zdi komad. Z Nicki Minaj je tu imel? Ja, se mi zdi, ja. Tako da to sem, no. What do you mean? What do you mean, pa tako naprej, ja, sem imel veliko komadov, ja. Tako da ja. Se ima kar ene dobre, moram tudi jaz priznati, da so mi bile všeč, kako sem zdaj rekel. Ta je tudi en bil dober komad njegov. Vem, take božične, kam ima tudi dosti božičnih teh komadov. Ja, mi je par komadov ful dobrih, ne vem, What do you mean, Love yourself, Boyfriend, pa pol ima neki taki bolj techno stil, ko ima ali dance stil, kot tudi rap, pa bolj rap stil. Pa Zašarjan, ko je imel pa. Ja, tako da ima neke komade, ko so mi všeč. Pa kjer ga ima še One Time, s tem je bil prvi komad, ki je zaslovel. Baby one more time, ali kako že gre? Ne, samo One Time je naslovil. One time, this is you and I. My fight is your fight, my breath is your breath. To ni ta komad. To je melodija. Ne. Kaj? Ni! Kak ni? Ni! To sploh ni to. Pa je tak melodija, greva predvajati. Ja, pa ti lahko pokažem, da ni res. Zato ker jaz vem. One time. One time. Dobesedno sem vedel, kjer misliš. Dovolj, da ne bo copyright paste ljudi. Ja, da ne bo. Copyright bo, nočem biti copyrightan, guys. Toliko dislikeov. Ta komad je bil eden najbolj dislikeanih komadov na internetu od njega. Pa ste vi normalni, polovično ima skoraj dislike na Baby. Ljubil osebe, brez da bi vedel, kdo je. Kak? Pač, da nisi poznal osebe. Da sem jo poljubil neznano osebo? Ja. Randomly, znači na ulici. Naprimer. Pri meni to ne bo držalo, ker sem ful sramežljiv bolj. Glede pristopov do punc, moram priznati, če glih se snemam, da ko gre za take reči, sem sramežljiv. Ne vem, če bi se šlo za kak video, da bi pač mogel to narediti, mogel. Bolj mogoče bi, ampak tak pa nisem še, da bi kar neko osebo govoril, oziroma da jo ne bi govoril, da bi rekel, ne vem, zdravo in jo bi direkt kušno. To vem, da je en naredil youtuber in sem mislil, wow, kak lahko človek, res. A kaj je bilo že vprašanje, če sem? Če si neznano osebo tako kušnjala na ulici. Ne. Tega pa tudi jaz v bistvu ne delam. Ne vem, zakaj bi šla mim, ker nekoga, ne vem, you're so cute in kar na enega gor. To ne vem, zakaj bi to recimo delala.
Ja, tako da to ne. Ja, da bi ti bil tak všeč, naprimer, da... Dobro, če bi bila že samska, pa tudi če bi bila samska, ne bi Je lih to- na tak je način to- drug kaj naredi, ne? Nisem Je to jaz je tako ful na tak- prva, ko naredim koraka, veš, običajno ne. Ja, ponavadi bi Tako da mogel ne. fant narediti prvo, ali če naredi punca danes, ni problem. Ja, tudi punce lahko, ampak ene pač naredijo tako, da punce naredijo, ene pa pač naredijo tako, da čakajo, Ja. da fanti naredijo. Ja, v bistvu, kako se je komu zazdi, Tako da jaz vem, da kako tega se ne kdo bi. počuti v situaciji. Tega nisem še. Zdaj, če te nekdo oseba gleda, je lahko marsikaj v njegovi glavi. Lahko, da si mu všeč, lahko, da mu nisi Jaz všeč. sem to našla še moraš- eno boljše vprašanje. Okej. Če si kdaj se zaljubil v svojo učiteljico v šoli? Če se je zaljubil v svojo profesorico? Wow, to je dobro vprašanje, ej. A tako realno pač povej. Oh, shit, ej, dobro si me, Ta je zdaj klele bil en zanimiv vprašanje. Jaz sem ga videla in sem ga nujno mogla zastaviti. Jo, to pa je bilo dejansko, ej, v osnovni šoli, 8., 9. razred, bila nam je razredničarka, ja, in je bila pač dobra, ne, in kaj naj rečem, za ljubo, ko si najstnik, se večkrat zaljubiš, ne, in ja, moram priznati, da je bila ful dobra, pač bila je razredničarka in ljudi, ko sem imel pred ure, preden sem začel pouk, veš Ja, kako pomeni, ja, vem. pred ure z njo, ko me je matematiko učila, ker mi ni šla, čaval, ok, kako pa se to dela, samo Ja. zato, da bi dalj časa bila skupaj not. Ja, Ampak zelo ja. si znalaš, torej. Ja, tako da ja, definitivno sem se, ja, ampak to je bila Si. edina. Ok, realno gledano je bil enkrat en profesor za zgodovino, v bistvu najprej smo imeli enega starejšega in potem je on šel na dopust in potem je prišel en ful mlad, tako po mojem je, da je bil star, ne vem, 20, 21. Nadomeščanje. Ja, in je nadomeščal našega učitelja in pa sem bila jaz spet tu edina, ker sem se najbolj z njim pogovarjala. Ja. Tako da sem v bistvu najbolj prišla do njega in naj dajem potem najboljše ocene. Resno? O, daj. In zato sem imela jaz potem zgodovino kar naenkrat boljš, kot sem imela prvemu profesorju. What? Ja, samo zaradi tega dobrega učitelja, oziroma What? nadomestnega učitelja. Damn. Tako da si dobila nekako tudi motivacijo, ko si se Ja, z njim... pa sem še malo bolj učila zgodovino, prej pa sploh ni bilo všeč. Upam, da ste res uživali, Upam, Adri da si se ti je, ja. uživala. Dobro je bilo. Dolgi video je bil, ej. Dolg, skoraj 1 uro verjetno, tako da boste imeli kaj za gledati, Bilo je. da ne bo dolg čas doma. Ja, zelo, mislim, da bo ta video dolg in Boja. ja, upam, da boste uživali v gledanju. In če hočete kaj vi zastaviti, kakšno vprašanje, pišite pod komentar in subskrbite Adriano, spodaj bo link, tako da boste imeli tudi za njo prečekirati, kjer jo še niste. Ker vem, da je dosti takih, ki sploh še ne ve, ker so mogoče na novo na YouTubeu, če glih je Slovenija mala. Ja, Se mi lahko zdi, pa, da- če se hočete, lahko Ja. greste se subskrbati na moj kanal, če nočete, vam ni treba. Jaz v nobenega nič ne silam, Tako, tako da, Lej. ja. siljenje ni zdravo. Ljudi. Siljenje. Glavno, ja, to je stvar posameznika, da bom še enkrat rekel. Tudi meni se subete, kjeri hočete, ne kjeri morate. Ja, ni se vam treba, če Ja, nočete. ni Če se- se pa hočete, Kjeri se lahko. hočete videti BBL Squad, morate to narediti, zato ker smo najjači tim v Sloveniji, ej. Uživajte, rad vas imam vse, Adri tudi. Ter do naslednjega videa pa je Buenos Life in Adriana Vuk out. Peace out! I just get lit and say, ayy, fucked up like, ayy, fucking your bitch like,